Spazi park je na pobudo mentorice profesor Filan naredilo načrt za vrt na strehi Šubičeve gimnazije. Potem smo pa naredili nek poskus s kombinaciji visokih korit, kjer so 4 visoka korita, kjer je not zasaditev temelji na nekem principu permakulture, kjer se nalagajo različne plasti vejevja, komposta, organskega materiala, na katerega se na koncu nasuje zemlja in se s časom tudi zasadi različne rastline, vedno v kombinaciji z zdravilnimi rastlinami, zelišči in zelenjavo, po principu dobrega in slabega soseda, kjer rastline skupaj zraščajo nek tak ekosistemski pristop, kjer ena drugo čuvata. S tem, da prednosti tega so, da ni treba škropiti rastlin, ni treba dodatno dognojevati in tudi dosežemo, da je manj škodljivcev. Potem v nadaljevanju smo pa iz semenarne so nam donirali vreče, kjer pa kot en še tretji poskus, eksperiment, kako pa sama zelenjava zrašča v recimo vrečah. Najbolj pomembno je bilo to, da se zagotovi osnovno varnost, predvsem v tem delu, kjer je ograja. Zato načrt vsebuje zasaditev tik ob njej, da slučajno ne pride da dijaki ne bi imeli kakšnih idej, da se sedi na ograji, tako da rastline predstavljajo tudi varnostno bariero. Pri vsem tem smo poskušali uporabljati dostopne in poceni materiale, zato smo se odločili, da bomo uporabljali palete, ki tudi stiki med samo teraso niso direktni, ampak smo uporabili paleto, zaradi tega, da se voda steka, bom rekla, ne na površino, s tem preprečimo, da bi les začel gniti. Poleg tega smo pa dodali še neko oblikovno noto in smo te palete uporabljali kot neko nivojsko razporeditev terase, da se dosežejo nivoji, da se sama kompozicija oziroma dinamika oblikovna nekako poveča. Da ni, ponavadi smo v vrtih navajeni, da je vse ravno zasajeno v vrstah, mi smo pa nekako stopili in naredili korak naprej in smo okrasni vrt združili z zelenjavnim vrtom. Se pravi, da se tudi to, da zelenjavni vrt postane privlačen tudi za oko, ne samo uporabno. Delo z dijaki je potekalo zelo, bom rekla, spontano. Vsaka skupina dijakov med sabo je drugačna, tudi z drugačno že izkušnjami odprej, kar se zelo vidi v tem, kako je nekdo pripravljen oziroma s kakšnim pristopom se loti tega. Nekako smo videli, da so vsi zelo navdušeni za to vrstno delo. Tam na sončko boš kot polk. Kjer je bil najbolj priden? Dejansko je videti, kako se dijaki med sabo povežejo in v skupini delujejo pri kakršnemkoli delu. Tako da, ker je vrt, potek dela na vrtu smo razdelili na faze, tako da smo tudi sproti nekako vsakemu posamezni skupini dodeljevali sprotne naloge. Se pravi, najprej je nekdo zasajeval to visoko korito, potem so zemljo vlagali grede, še prej je bila delavnica izdelave teh lesenih visokih korit, ki so jih dijaki skupaj z Lukatom iz Spazi parka pa še Mizarjem čisto sami naredili in se šraufali skupaj. Prvo so 80 deske, tle imam pa distanco
ko gre 2 cm, je med vsako luft, to je pa tole, ne. 2 cm daš, cap. Potem je pa končni del je bila pa zasaditev, ker so se nekako prvo zasadile te grmovne vrste, pa drevesne vrste kot neka struktura, potem se pa dodaja še glede na letni čas tudi zelenjava. Zdaj smo sicer še aprila, tako da vsa zelenjava je približno, se sadi enkrat po 10. maju, ko ni več nevarnosti pozebe, tako da glede na načrt potem sledimo, katera vrsta je primerna, skupaj z semenarno nekako so nam pomagali pri dobavi semen in se potem tudi zasadi, napiše listek, kaj smo zasadili, pa kdaj smo zasadili, potem pa se sproti še dodaja tiste manjkajoče stvari. Sam vrt na terasi služi kot nekakšen primer učilnice na prostem, kjer lahko dijaki na praktičnih izkušnjah pridobivajo znanje, kar se tiče narave oziroma naravoslovne tematike, ker ni toliko pomen tega, da se sadi solata ali pa korenček, ampak da se dijaki spoznavajo s tem sonaravnim načinom bivanja, neke kulture, splošne kulture o naravi. Hkrati je pa tudi pomembno zato, da se oblikuje neka splošna pozitivna praksa. Vsi govorijo o teh strešnih vrtovih oziroma urbanih vrtovih, tako da se to v nadaljevanju tudi lahko koristno uporabi za nek edukativen. No, zgodba našega vrta je povezana s tole škatlo. To škatlo smo dobili mentorji ekošole na jesenskem srečanju koordinatorjev na Brdu. V njej pa so bile zelene kocke, ki jih vidimo tukaj na mizi. Ta inovacija, ki je plod slovenskega znanja, je bila osnovna ideja za postavitev vrta. Zakaj? Zato, ker je naš vrt na zelo sončni legi, kjer je zelo vroče, v poletnih dneh še posebej vroče in imajo rastline velik problem z oskrbo z vodo. Pravimo, da je zelo velik vodni stres za njih in problem hitrega izhajanja vode v ozračje. No, te zelene kocke, ki jih izdeluje slovensko podjetje iz Škofje Loke, Knauf Insulation Urbanscape, izdeluje te kocke z namenom, da povečajo vezavo vode v substratu, v katerega posadimo rastline. To pomeni, da se napojijo z vodo in potem ta voda postopno izhaja v zemljo, ki daje korenine in rastline dosti lepše uspevajo. Torej, ta zgodba je povezana s kocko in sem zelo vesela, da smo dobili v dar večjo količino tega materiala, s katerim smo potem opremili vse naše posode, visoke grede. Vse rastline so zdaj poskrbljene z zelenimi kockami in jaz verjamem, da jim bo močno olajšalo življenje na naši terasi in pospešilo rast in cvetenje. Na vejcah naših ameriških borovnic je nekaj suhih vejc, ki jih bom zdajle odstranila, da ne bodo ovirale zelenih pogankov pri rasti. In imam v roki ene čudovite škarje, ki so nekaj novega iz posebnega materiala, ki so nam jih donirali iz podjetja Fiskars. Smo zelo hvaležni za to, ker so res kvalitetne in lepo režejo in se lahko prilagodijo obliki roke in vsakdo lahko dela z njimi. Podjetje Fiskars nam je podarilo tudi nekaj preprostega vrtnega orodja in res mislim, da bo naše delo na vrtu s tem precej olajšano.